Pozdravljeni na okrogli mizi oddelka za prevajalstvo, pretekli in prihodnji prevajalski projekti. Kolegice, ki učimo prevajanje v drugem, tretjem letniku in na magistrskem študiju, smo se zbrali, da predstavimo pretekle prevode, ki so nastajali ob različnih priložnostih in različnih prevajalskih predmetih ali projektih. Oddelek za prevajalstvo letos praznuje 25-letnico. Nastal je v študijskem letu 1997-98 kot odgovor na naraščajoče potrebe po prevajalcih v procesu pridruževanja Evropski uniji. Prevajanje za EU je bilo seveda v celoti prilagojeno neliterarnim besedilom in takih je 98% besedil, ki se danes prevajajo za trg. Pa vendar, slovenski knjižni jezik so ustvarjali prevodi. V tem procesu so literarna in humanistična besedila igrala pomembno vlogo in so ostala v programu do danes. Njihovo vključevanje v didaktiko prevajanja je tudi znanstveno utemeljeno. Pa ne zato, ker bi bila literatura najcelovitejši izraz življenja, za kar itak vemo, da je. Pri sestavljanju dvojezičnih korpusov v projektu kolegice Špele Vintar smo po pregledu besedil, ki se prevajajo za posamezne jezike, odkrili, da predvsem za francoščino med prevodi še vedno prevladujejo prevodi filozofskih, socioloških, psiholoških ali literarnih del. Medtem ko je za nemščino poleg literature značilno še veliko tehnike. Ampak ker zdaj tehniki vedno več pišejo v angleščini, bo torej pomen literarnih besedil za neangleške jezike v prihodnosti najverjetneje še naraščal. So pa še drugi razlogi. Prvič, didaktična vrednost za učenje jezika, na katero vedno gledamo z vsemi besedili, ki jih prinesemo v razred. Določena besedila vključujemo tudi zaradi širjenja besedišča in bogatenja besednega zaklada, pa tudi za spoznavanje slovničnih struktur. Naj nam pisatelji ne zamerijo. Hkrati gre za seznanjanje z različnimi področji človekovega delovanja, ki študentom prenašajo strokovno in duhovno rast. Pa še nekaj je pomembno. Literarna in humanistična besedila so močno odporna proti prevajalskim orodjem. Marsikdaj vsebujejo izvirne metafore, nenavadne besedne zveze in podobne besedne kombinacije, ki so prevajalskim orodjem še tuja in jih je potem treba povedati v dobri slovenščini. Da ne zanemarimo estetskega užitka in želja po dogajanju in zgodbah. Bistvo prevajalskega projekta, predvsem prvega, pa so bile zgodbe. Zato smo ga poimenovali Cliffhanger in oba Cliffhangerja, prvi in drugi, sta nastajala na pobudo Marije Zlater-Muth, ki ji predajam besedo. Pozdravljeni, jaz bi najprej samo povedala, da res iz srca sovražim mikrofone, tako da se upravičujem. Mi smo do zdaj v okviru modula prevajanja književnih in humanističnih besedil smo izvedli 4 projekte, prvi je bil že v študijskem letu 2016-17 in pobuda za tisti projekt je prišla v bistvu Društva slovenskih književnih prevajalcev, kjer je takratna predsednica Đura Strsaglac na enem kosilu rekla: oddelek za prevajalstvo, bi vi kaj predstavili pri nas? In mi smo rekli, seveda bi. No in iz tega potem nastal projekt Kaj po svetu berejo za lahko noč. To je bil projekt prevajanja slikanic, sodeloval je takrat cela moja skupina pri modulu, potem pa še študentje, ki so prevajali iz nemščine pa francoščine. Takrat, če nismo nič objavljali, smo obrali kak drugačen pristop in smo šli v vrtce in šole. In to ne samo po Ljubljani, pač tam, ker smo imeli veze ali mi ali študentje, ampak tudi zunaj Ljubljani, prišli smo tudi na lokalni radio, pa lokalni časopis. Tako da, tisto je bila tako zelo prijetna izkušnja, no, pa študenti so imeli tak neposreden odziv od zelo iskrene publike, ki mi je lezla v naročje, pa pela pesence in tako naprej. Tako da tisto je bilo odlično, nismo pa takrat nič izdali, ker pač problem, ki se je ponavljal pol skozi, je bilo pridobivanje avtorskih pravic, pa tudi slikanice so relativno težke za narediti, tako da pa drage.
No, potem v naslednjem letu smo rekli, ok, to je bilo v redu, zdaj pa kaj pa odrasli berejo. In smo naredili še en projekt, to je bilo leta potem 2017-18, že spet iste zasedbe v bistvu, študentje književnega in humanističnega prevajanja na angleščini, potem pa še študenti francoščine in nemščine, oziroma pač vsi študentje prevajanja samo za jezike še. Takrat smo rekli, ok, zdaj pa karkoli, kar še ni prevedeno, ampak bomo poskusili izdati v knjigi, se pravi, da morate pridobiti avtorske pravice. Rezultat tega je bila tale knjiga Cliffhanger z angleškim naslovom, ki ga mogoče moram razložiti, zato ker zakaj pa ne po slovensko. V glavnem moji študenti so ta naslov izbrali in so rekli Cliffhanger, zato ker se bolj sliši, kot da boš Rankar v prepad padel. Tukaj potem so res imeli popolno svobodo izbire besedila in so izbirali res izjemno aktualna besedila, tako velikih je potem išlo, sicer so jih drugi ljudje prevedeli, ampak res so našli stvari, ki so bile takrat aktualne, ki še niso bile izdane, ki so bile zanimive za širšo javnost. Zdaj na angleški strani se je takrat pokazal največji problem je bil to pridobivanje pravic za objavo, zato ker pač niso prišli prek nekih formularjev, sploh niso prišli do ljudi, ki bi jih lahko prosili za dovoljenje, ampak tam, kjer jim je pa uspel, so pa v bistvu pridobili kar veliko pravic, niso jim nič komplicirali in smo uspeli pač izdati to knjigo. Potem smo ponovili projekt še v letu 2018-19. Tokrat smo bili malo bolj že izkušeni s temi avtorskimi pravicami, tako da smo jim malo dali napotke, na kaj se naj usmerijo. Smo rekli, poskusite pač ne uspešnic, pa bolj postkolonialne, pa ne Amerika, pa ne Britanija in tako naprej. No, in smo spet so pridobili več teh avtorskih pravic. Zdaj na francoščini pa na nemščini je bilo nekako lažje, ker niso bili čisto sami se prepuščeni, so kulturni centri pomagali in tako naprej, ampak na angleščini so se sami potrudili in je iz tega nastal še drugi Cliffhanger. Potem je prišla epidemija in 2-letni premor, tako da naslednji tretji projekt je potekal po študijskem letu 2021-2022. To pa je pobuda prišla od Evropskega centra za irske študije, kjer so prevajali besedila avtorice Anne Enright v vse jezike Evropske unije, tako da slovenščina je bila zraven. Pri tem je sodelovalo 13 študentk druge stopnje, ne samo modula književnega prevajanja, ampak tudi potem drugi letnik. Njihova naloga je pa bila, dobili so na izbiro nek nabor besedil, ki so jih prevedli in potem so mogli še napisati zraven komentar o tem, kako so prevajali in kaj so bili izzivi in tako naprej. Kot rečeno, 13 jih je sodelovalo, vse so bile izjemno pohvaljene, ne samo za svoje prevode, ampak tudi za svoje komentarje. Vsi te prevodi so objavljeni na spletni strani projekta, tako da študentke so dobile ne samo izkušnje, ampak nekaj, kar lahko svoje življenjepise napišejo. Tako da se mi zdi, da ta projekt je bil izjemno uspešen in res upam, da bo še kakšen tak. Zdaj za naprej, za leto smo prijavili nekaj, ni književno prevajanje, če tisti projekt dobimo, bomo imeli en premor s književnim prevajanjem, pa bomo malo delali politična besedila. Če pa ne, pa bomo spet kaj delali, pa po možnosti kaj, za kar ne bo treba avtorskih pravic pridobivati, ker to res vzame voljo do življenja. Tako da to je to z moje strani, zdaj pa predam naprej. Lep pozdrav vsem še z moje strani. Jaz bom pa predstavila malo drugačen projekt in sicer smo konec leta 2017 se prijavljali na razpis po kreativni poti do znanja in bili uspešni na prijavi, tako da smo projekt začeli aprila 2018. Projekt se je pa imenoval Mladi prevajalci in njihov preboj na slovenski knjižni trg. Ta projekt so sofinancirali Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije ter Evropski socialni sklad. Cilj projekta je bil, da v bistvu študenti ne samo prevedejo besedilo, kar počnejo med samim študijom, ampak da spoznajo vse faze prevajalskega procesa, se pravi, od izbira besedila za prevajanje do pridobivanja avtorskih pravic,
do dela z urednikom, z različnimi drugimi osebami na založbi in do same objave knjige. Poleg tega smo želeli vključiti tudi konkretne akterje na književnem trgu, in sicer založbo Mladinska knjiga ter Društvo slovenskih književnih prevajalcev. Vsega skupaj je sodelovalo 14 oseb, in sicer 7 pedagoških mentorjev ter 7 študentov. 4 študenti so bili iz oddelka za prevajalstvo, pa bi jih kar omenila: Nina Brezar, ki je prevajala iz francoščine, Veronika Mahne iz angleščine, Matija Godeša iz nemščine in pa Katja Mavrič-Bordon iz španščine. Mentorice smo bile Marija Zlatnar-Muk, Tanja Žigon, Amalija Maček in jaz. Torej, to je bil pač ključno prevajalski del. Potem so sodelovali še Milena Mileva Blažič iz pedagoške fakultete ter 3 študentke, Ana Marija Bukovec, specialistka za likovno pedagogiko, ter Nuša Jurjevič in pa Ima Oražen, študentki razrednega pouka. Nadalje urednica mladinske in otroške literature iz Mladinske knjige Irina Matko-Lukan in pa Đurđa Strcoglavec kot predsednica Društva slovenskih književnih prevajalcev. In vsak v tem projektu je imel svojo funkcijo, ljudje so bili izbrani z namenom, kar bom povedala v nadaljevanju. Projekt je imel 6 faz, ki so se med seboj dopolnjevale do nekega da je bila neka zaokrožena celota. Najprej so imeli študenti prevajanja, to so bili študenti magistrske stopnje prevajanja, zadolženi za izbiro besedil, in sicer za raziskavo knjižnega trga, se pravi za posamezne vključene jezike, francoščina, angleščina, nemščina in španščina, in so morali pripraviti zbor 3 še neprevedenih besedil, ki bi bila zanimiva za objavo v slovenščini, se pravi za slovenskega otroka. Niso še poudarila, da v bistvu se je vse vrtelo okrog slikanic, ker se nam je zdelo, da bo to najlažje, ker so besedila relativno kratka. Torej, vsak je moral izbrati 3 slikanice in pripraviti tudi opis in utemeljitev, zakaj bi bila neka slikanica poučna oziroma koristna za slovenskega otroka. Potem smo imeli srečanje vseh članov projektne skupine, kjer so študenti pač predstavili te 3 knjige, in nato smo imeli diskusijo, kaj bi bilo najprimerneje za objavo. Tukaj je imela ključno vlogo Irina Matko-Lukan z založbe Mladinska knjiga, ki je predstavila svojo perspektivo, kaj bi si želeli za slovenskega otroka, česa še nimamo. Tako da na koncu so bile izbrane slikanice Solomon and Mortimer z angleščino, Nusret und die Kuh, Anje Tukerman, to je nemška slikanica, Lucie Sezami iz francoščine, pa Fončito y la Luna, v bistvu od Marija Vargas Llosa iz španščine. Nato je sledila druga faza, kjer so študenti najprej samostojno prevedli vsak svojo slikanico, se pravi študenti prevajanja. Nato pa so sledile diskusije in komentarji z mentorji. Najprej s pedagoškim mentorjem, se pravi z nami 4 iz oddelka za prevajalstvo, potem so študenti prevod popravili in so sledile razprave z drugimi pedagoškimi in delovnimi mentorji. Najprej je bilo več srečanj na pedagoški fakulteti s profesor Mileno Milevo Blažič, ki je specialistka za slikanice in pa za otroško literaturo, ter s temi študentkami, ki imajo malo drugačen pogled v otroka, ne zato z vidika prevajanja, ampak ne vem, kakšna ilustracija je primerna, recimo kakšno besedilo, kakšni stavki so primerni za slovenskega otroka, nekaj, na kar mogoče kot študenti še nismo tako zelo pozorni, se pravi ciljno usmerjen pristop. In tukaj se je pokazalo ogromno zanimivih stvari, naprimer neskladnost ilustracije z besedilom, recimo Lucy je jedla za malico, tako kot je prevedla študentka, jagodne kolačke, v resnici pa na sliki je bil jagodni piškot, tako da take opazke so potem študenti recimo ostali opazili, in je bilo to treba še naknadno popraviti. Ali pa naprimer vprašanje, kako se oglaša krokodil. Študentka iz angleščine je prevedla
V resnici je bilo pa potem treba gledati posnetek na YouTubeu, ne, in je bilo ugotovitev, da je v resnici Tako da v bistvu so zelo zanimive razprave, od katere smo po moje vsi ogromno odnesli. Zatem so imeli študenti potem individualne konzultacije s predsednico Društva književnih prevajalcev, Đurđo Starsoglavec, ki je imela popolnoma drugačne komentarje na prevod vsakega posameznega študenta, in sicer so bili to predvsem slovnični, pravopisni popravki, neustrezna raba predlogov, kakšna bi bila ustrezna imena in tako naprej. Nazadnje je imel pa vsak študent še konzultacije na Mladinski knjigi z gospo Ireno Matko Lukan. In tukaj je bil spet popolnoma drugačen pristop in drugačni komentarji. Izrazito ciljno usmerjeno, brez da bi gledala izhodiščno besedilo, gledala je izključno to, ali je stavek, ali je besedilo primerno za ciljnega bralca oziroma poslušalca, se pravi slovenskega otroka, ne. In je potem zelo zapletene povedi recimo krajšala in delala kratke povedi iz tega. Besede, ki so bile zapletene, je poenostavljala, češ slovenski otrok, pač ker to so otroci od 1. do 4. leta, recimo, tega ne bo razumel. Že mrščimo in da nam ta pristop ni v redu, ker pač potem ubogi slovenski otrok bo zabit do konca, ker bo delal samo kratke stavke. Res se upravičujem, ampak to je didaktična špura, pa podcenjevanje otroka sta si zelo blizu. Ja, to je bilo recimo, ne vem, pomalicati, da pač otrok, ki je star 2 leti, še te besede ne razume in da namesto tega rečeš pojesti malico. In potem smo pri ChatGPT. Skratka, tak pristop je imela urednica Mladinske knjige, ne, in potem so v bistvu študenti pripravili vsak svoj končni prevod, ki naj bi bil primeren za objavo pač pri založbi, ne. Na to je sledila, v 4. fazi so ti študenti iz pedagoške fakultete predstavljali slikanice po osnovnih šolah in vrtcih, in recimo otroci so na podlagi slišanega pripravljali risbice, kar je bilo tudi zelo kreativno, da so v bistvu na podlagi slišanega, ne vem, prelivali to v neko podobo. Potem smo imeli pa še javne dogodke, in sicer na Društvu slovenskih književnih prevajalcev je bil literarni večer, kjer so študenti brali svoje prevode in pa predstavili avtorje. Potem smo imeli pa še zaključni dogodek, tiskovno konferenco v Mladinski knjigi, v konzorciju, kjer je podobno, so bili novinarji, z vprašanji, študenti in mentori smo predstavljali cel projekt in pač posamezne prevode. Čisto na koncu smo imeli pa zaključni sestanek vseh udeleženih na Mladinski knjigi in seveda razpravljali, kako krasen projekt je bil, koliko veliko smo vse od tega odnesli in študenti, ki so pač dobili popolnoma drugačen vpogled v prevajalsko delo, v delo prevajalca, in pa tudi sami mentori, se mi zdi, iz oddelka za prevajalstvo, ki smo videli pač dejansko, kakšen je pristop na založbi, ne. In takrat je, mislim pa že tudi vmes, je bila ideja oziroma so bile želje, kako bi bilo super, če bi katera od slikanic bila na koncu dejansko objavljena. Tako da smo urednico smo prosili, naj razmisle o tem in je predlagala kot nekako najprimernejšo slikanico, ki bi bila poučna za slovenskega otroka, nemško slikanico Anje Tukerman, ki gre sicer za nominirano nemško knjigo za mladinsko književnost in jo je prijavila na razpis Traduki in je bila knjiga izbrana za financiranje, tako da je leta 2021 išla slikanica Nusret in krava na založbi Mladinska knjiga, kjer je podpisan kot prevajalec Matija Godeša, se pravi študent, ki je slikanico prevedel v okviru projekta, in v slikanici je na zadnji strani tudi omenjeno, da je bila knjiga izdana v sklopu tega projekta, ki smo ga pač vodili 2018. Tako da mi je izredno veselje, da vam lahko danes to pokažem in mislim, da je bila to krasna referenca za vse študente, ki so sodelovali pri tem projektu, ne samo za Matijo. Hvala.
Lepo pozdravljeni še z mojega imena, še v mojem imenu. Moje področje v bistvu dela na oddelku za prevajalstvo je prevajanje iz francoščine v slovenščino in ker sem tudi sama prevajalka, sem imela že pravzaprav od leta, pravzaprav zadnjih 15 let stalno to seveda globoko prepričanje, da se prevajanja učimo s prevajanjem in da je pravzaprav za študente, mlade prevajalce izjemnega pomena, da imajo priložnost sodelovati v kompleksnih prevajalskih projektih in sem zato pravzaprav že pred 15 leti začela sodelovati z javnim zavodom za kulturne dejavnosti, JSKD, ki organizira prevajalske delavnice in v bistvu v tej povezavi, zdaj smo govorili o različnih povezavah, kako taki projekti nastajajo, se je pojavila ta možnost oziroma kontekst za to, da so študenti prevajalstva, da sem se študenti prevajalstva lotila prevodov celih knjižnih del. Pri tem, če se navežem na to, kar je Adriana Mezek povedala, je bil pa pravzaprav nekako moja motivacija pri teh projektih najprej ta vizija narediti knjigo. V bistvu končni cilj je bilo nekako tisto, kar me je vlekel skozi projekt, ker sem bila prepričana, oziroma sem prepričana v to, da je zelo pomembno, da se študentje s prevajanjem učijo prevajanja, prevajalskih postopkov, sodelovanja z francoskimi založbami, z našimi založbami, ampak tudi to, da se to prevajalsko delo potem konča, zaključi z enim konkretnim materialnim izdelkom, ki je knjiga. In tako, v bistvu, prvi projekt ki so ga naredile prav 3 študentke prevajalstva, so bile od Paskala Kinjarja Vsa jutra sveta. Ta knjiga je izšla pri Javnem skladu za kulturne dejavnosti. Potem, že čez 2 leti, je pa prišel pravzaprav predlog za Jeana Teleja Trgovinica za samomore, ki je zelo humorno besedilo, s kratkimi, zelo kratkimi poglavji. In že takrat sem pravzaprav delo organizirala na tak način, da je pri vsakem poglavju bil en študent glavni prevajalec, on je naredil prvi temeljni prevod in potem pri pregledovanju sodeloval z enim kolegom, ki mu je dal povratne informacije in tisto, kar je potem ta glavni prevajalec predlagal kot prevod, smo potem ali skupaj ali jaz mentorsko pregledali in smo knjigo pravzaprav na tak način v dvojicah z mentorskim delom potem sestavili. Zdaj, tukaj se je nabralo od Trgovinice za samomore, sem se jaz odločila, da je najmanj komplikacij, če knjige izdamo pri založbi, ki izvedbeno najmanj komplicira, da se ni treba prijavljati in tako naprej, tako da so te knjige vse išle v zbirki Kinko pri Hiši poezije in to se pravzaprav, ta potek se je potem uresničil pri
6 knjigah. Ena knjiga je še ta Tesson, ki ga je... Ta Tesson v bistvu tudi spada v to, je pa še bil v sklopu Noči raziskovalcev takrat, ki je pokrila tudi en del. In v bistvu tukaj je konkretno 6 knjig nastalo v zadnjih, če rečem, 10 letih. To je združilo 6-7 generacij študentov prevajalstva, pri nekaterih so sicer sodelovali, mislim, da pri teh 2 še študenti tudi romanistike. Izjemna izkušnja je bila, tako da zdaj Trgovinica za samomore se je potem tudi krasno pokrila s tem, da je po izidu knjige bil narejen animiran film, da je takrat in avtor in režiser sta prišla v Ljubljano na Animateko, tako da smo se srečali, bil tak izjemno lep dogodek, recimo to včasih te stvari se lepo poklopijo. Z knjigo Fabienne Sviatli, Ko se preživljaš sam, smo šli s študenti celo v Francijo in smo tam na licu mesta delali z avtorico in smo tudi kar nekaj stvari razčistili z njo. Potem, zdaj, to moram povedati, za te projekte, vsaj te, ki sem jih jaz delala, pravzaprav ne nastajajo pri pouku prevajanja, ampak študentom predlagam tak projekt in ga pravzaprav izvedemo potem izven kot poseben, dodaten, obštudijsko dejavnost pravzaprav na nek način. Tako da recimo Andreja Makina, knjigo Kratkih večnih ljubezni, smo s skupino 8 prevajalk, študentk prevajanja, prevajale pravzaprav že takrat, ko so one že zaključile pri meni predmet, bila tudi zelo lepa izkušnja. Potem je pa pravzaprav ta knjiga Palčica, ki je prišla, je bila pa pravzaprav, če se na nek način pohvalim, prva taka kar malo bestsellerska knjiga, ki se še zdaj je zelo lepo sprejeta, govori, mislim, nastala je pa pravzaprav pobuda za prevod, čisto iz teh konkretnih okoliščin, kjer gre pravzaprav za to, da knjiga govori o tem, kako mladi danes živijo z novimi tehnologijami, z novim svetom in kako mi, mentori, starši, odrasli, pogosto ne razumemo dobro sveta, v katerega ste mladi potopljeni. In vi ne razumete, mladi, čisto dobro, zakaj mi ne razumemo, v kakšnem svetu vi živite. In moja želja pri tej knjigi Palčica, Palčica je mlada študentka, tako kot ste vi, ste same študentke, ker s palci tipkate sporočila na telefonu in jih pošiljate v svet. To je Palčica iz te knjige, nič fantazijskega, pravzaprav nič pravljičnega, ampak v bistvu moto te knjige je, preden začnemo kogarkoli, karkoli učiti, ga moramo poznati. Zaprav, mi moramo poznati. Kdo pravzaprav danes hodi v osnovno šolo, v srednjo šolo, na univerzo? Svet se je tako zelo spremenil, da morajo mladi vse iznajti na novo. Način, kako živeti skupaj, inštitucije, načine, kako biti, kaj vedeti. Meni se zdi izjemno pomembno, da to knjigo prevedejo študenti, mladi in jo pošljejo v svet za svoje starše, za svoje dedke, babice in predvsem tudi učitelje. In ta knjiga je še zdaj velik odmev, kar velik odmev. Potem je pa, potem smo pa pravzaprav obdobje korone, če tako rečem, nekako izkoristili za prevod 2 knjig francoskega avtorja Sylvaina Tessona.
skoraj pravzaprav bestsellerskega, poznanega, skoraj razvpitega avtorja. In to mislim, da je bil mal dogovor, mogoče skupna ideja. Namreč avtor ima 2 knjigi kratkih zgodb in kratke zgodbe so fantastični projekti za delo s študenti, ker se da lepo razdeliti delo. Prav tako je pri meni potekalo po parih, s tem, da sem jaz študenti delala to knjigo Pod milim nebom, Mojca Šlamberger-Brezelj pa s svojimi študenti, tam je bil pa poseben projekt, boš potem spregovorila, pa knjigo Pod milim nebom, Prepusti se življenju. Ja, se tudi tukaj smo imeli z naslovi kar nekaj vprašanj, kako. Tako da bi zaključila s tem, da trenutno pa poteka, sem strašno vesela, prevod knjige Erika Orsenaja o življenju in delu in viziji Louisa Pasteurja, izjemnega znanstvenika za naše življenje tukaj zdaj in pričakujemo, to je projekt z letošnjim 3. letnikom, evo Zazalo Černe, Nežo Ferjančič, Tjašo Gomol, Lauro Gričar, Majo Lindič, Brino Selan in Valeso Sobočan, ki tukaj lepo pozdravljam. Na tem projektu pa zdaj delamo in bo jeseni izšel. Tako da vam ne moramo še prebrati odlomka, ampak bodo pa tudi predstavitve. Tako da bi pa mogoče kar zaključili z tvojim projektom, ki je bil pa tako zelo uraden. A se pa morate jeti? Zdaj najlepše. Zdaj bi v bistvu smo jih želeli še povprašati, če imajo oni kakšno pripombo pa željo. Čakajo na... A ste Francozi, a ste Nemci? Francozi in Italijani. Dobro, jaz sem še mislila, kako bomo izkoristili študente, da bojo oni kaj povedali pa kaj vprašali. Ampak zdaj, Nadje, vsem kolegicam hvala. Jaz bi morala opozoriti še na tega Matička. Ta je pa potekal iz slovenščine v francoščino pri profesor Sonji Vaupot za Liberak 2018, ki ga je animiral oddelek za prevajalstvo in so šli po sledeh Linhartovega prevoda in so iskali moderne variante v francoščini, pa še igro so uprizorili, tako da teh knjig, ta je šla pri založbi FF. Je pa še ena stvar, na katero bi mogoče jaz opozorila. Tega Tessona smo komaj prevedli v 2 generacijah in ga potem z veliko pomočjo tudi kolegice Nadje spravili v knjigo. Potem sem pa jaz oba Tessona, ko je bodoči rektor nas še spoznaval bodoče dekane, podarila profesorju Majdiču in njemu se je zdelo tako čudovito, da to prevajajo študentje naše univerze, da je tole knjigo podaril vsem dekanom za novo leto. Naslednje leto je spet vprašal, ali še kaj delate s študenti. Takrat smo se spomnili na palčico. In ta palčica je pri dekanih vzbudila veliko zanimanja, ker predvsem so rekli, kako pa tak velik filozof piše otroško knjigo. Ko pa so jo prebrali, so videli, da je to čisto nekaj drugega in zdaj na teološki fakulteti razmišljajo, da bi jo ponudili kot študijsko gradivo pri nekem predmetu. Ja, skratka, važno je, da potem knjige, ko so natisnjene, grejo med ljudi in tudi, če mogoče prvi trenutek nimajo velikega odziva, morda pa to še pride. Zato je važno, da so prevodi dobri. Ja.
Moram pa povedati, na oddelku za andragogiko je palčica v študijskem programu, recimo. Ja, pri Vesličaru. Ja. Dobro, preden povprašamo še študente, bi rekla, da je za uspeh takih projektov poleg študentske volje potrebna še veliko zagnanost in angažiranost mentorjev in urednikov. Ampak na koncu smo vsi veseli, ko vidimo, da prevod pride v objavo in v vsakem primeru gre za zmagovalno kombinacijo. Zdaj bi vas pa še vprašala, bi še vi kaj povedali o svojih izkušnjah pri tem prevodu, ki ga trenutno pripravljate? Jaz bi vam kar dala mikrofon. Ste pogumne. No, jaz bi se mogoče na prvem mestu samo zahvalila za to priložnost, da sploh dodiplomski študenti lahko prevajamo, da bomo v bistvu imeli ime napisano na tej knjigi in dodala to, da ne samo, da je to izkušnja za celo življenje, ampak tudi se mi zdi, da nas povezuje kot prevajalce, spoznavamo neke medsebojne napake, sposobnosti, tako da ja. Ja, jaz se strinjam s Tjašo, no, se mi zdi, da je zelo tako v redu izkušnja, da to prevedeš nek malo daljši tekst, da ni v bistvu nekaj čisto osnovno, ker na faksu ponavadi ne prevajamo spet tako dolgih, no. Te projekti so pa res neka malo daljša besedila, pa nek zaključen projekt, da lahko dejansko nekaj tudi pokažeš, da si to naredil. In tako, kot je že Tjaša rekla, no, se mi zdi, da se zelo povežemo, zato ker tudi drugemu pregledujemo ta besedila, te prevode. In se tudi od drugih učiš, no, ni tako, da bi se samo od profesorja, ampak dejansko tudi od študentov vidiš, kaj bi lahko bilo boljše, kaj bi mogoče spremeniti. Tako, no. Tako da ja, ampak tudi bi se vam še enkrat zahvalila, no, ker je res v redu projekt in je fajn imeti tako priložnost tudi na faksu. No. Pa fina knjigica. Ja. Morda še kdo kaj vprašal, dodal? Če ne, bi se vam pa zahvalila najprej kolegicam za vse njihovo delo, pa da smo bile danes tukaj, pa smo to predstavljale, potem pa še vam, da ste prišli in nadaljujemo skupaj. Hvala.